V večini primerov, se pravi 2/3 obolelih za multiplo sklerozo je žensk, ostala tretjina naj bi bila moških. A so izkušnje pokazale, da je kakšno različno sprejemanje diagnoze pri moških ali pa pri ženskah? Ja, v osnovi ne bi vsi šli skozi enake nekako stadije sprejemanja bolezni. Ne? Zdaj v praksi opažamo, da določene mere so razlike, ne? Ampak to vam zdaj lahko govorim samo na podlagi lastnih izkušenj. Ne? Predvsem v tem smislu, da zelo veliko teh razlik je povezan s tem, da smo že tako in tako različni. Ne? Se pravi, ženske nekako lažje o stvareh spregovorijo, lažje si vseeno poiščejo pomoč. Ne? In na ta način jim to vendarle olajšuje proces sprejemanja. Ne? Po drugi strani se pa včasih moški lotijo tega sprejemanja bolj aktivno, ne? Se pravi, da začnejo mogoče dodatno spreminjati svoj način prehrane, spreminjati telesno aktivnost in tako naprej. Ne? Zelo aktivno se ponavadi tega procesa lotijo, kar je pa večinoma pozitivno, ne? Dokler je v nekih mejah tega, kar je zdravo. Ne? Potem veliko bolnikov tudi pove, da se je opustilo kajenje. Ne? Kajenje je bilo eno izmed stvari, za katere je bilo pokazano, da negativno vplivajo, ne? Tako na pojavljanje bolezni, kot na potek bolezni. Ne? Tako da z tega vidika ima mogoče vsak malo drugačen pristop. Ne? Na splošno je tudi pri moških več izražanja jeze, ne? Tega ogorčanja, ne? Kot pri ženskah, ne? Pri ženskah pa mogoče več neke tesnobe pa potrtosti v ospredju, ne? Ko navajajo težave, medtem ko je neka stiska pa pri obojih enako globoka ali pa izražena. Ne?